Znakovni jezik je odličen način govorjenja s celotnim telesom namesto samo z glasom. Predstavljaj si, kako pripoveduješ zgodbe, postavljaš vprašanja in spoznavaš nove prijatelje z uporabo znakov, kreten in mimike. Podobno kot pri govorjenju uporabljamo besede, se v znakovnem jeziku sporazumevamo s posebnimi gibi. Vsak gib, izraz in obrazna mimika ima svoj pomen. Ljudje po svetu uporabljajo različne vrste znakovnega jezika. Nekateri ljudje ne slišijo, zato uporabljajo za komunikacijo celotno telo. Drugi morda uporabljajo znakovni jezik, ker imajo prijatelje ali sorodnike, ki ne slišijo in želijo z njimi deliti veselje do komunikacije. To, da je nekdo gluh, še ne pomeni, da ne zna govoriti. Svoje misli in občutke deli na drugačen način. Gluhota nima nobene zveze s tem, kako pameten ali sposoben je nekdo. Tako kot ti, so lahko tudi gluhi, odlični v športu, umetnosti ali matematiki. Gluhota ni omejitev. Je edinstven način doživljanja sveta. Gluhi imajo velike sanje, talente in ideje, zato je zelo pomembno, da jim zagotovimo enake možnosti za učenje, igro in zabavo s prijatelji. To lahko pomeni, da imamo v šoli tolmače znakovnega jezika, da so videoposnetki opremljeni s podnapisi ali da smo preprosto potrpežljivi in včasih za pogovor uporabimo svoje telo. Učenje znakovnega jezika je kot odklepanje čarobnega sveta kreten. Začneš lahko s preprostimi stvarmi, kot je pozdravljanje, zahvala ali pogovor o najljubši živali. Če torej srečaš nekoga, ki uporablja znakovni jezik, ne bodi sramežljiv. Lahko pomahaš v pozdrav in se prijazno nasmehneš. Morda se skupaj celo naučita nekaj kreten. To je fantastičen način, kako pokazati, da pri komunikaciji ne gre le za besede, temveč tudi za neverjetni jezik kreten. Te zanima učenje 100 osnovnih znakov oziroma kreten? Naroči se na naš YouTube kanal.